Kako si se v bistvu znašel v organizaciji Mofokona in kakšna v bistvu je bila tvoja prva izkušnja s tem? V bistvu moram začeti, kako sem sploh spoznal te ljudi. To je pa v bistvu maslo od Dangota, ki je organiziral Anime Tea Time. Če kakor vem, si ti imel to čez nekaj? To smo že dali skozi, da je bila taka zgodba, ko smo naključno se našli, razmišljali o ljudeh. Vem, samo pač tam sem jaz spoznal za ta anime community. Jaz sem par let mlajši od vas, no, moram zastopati. Čakaj, kaj? Koliko si starši? Ni važno. Okay. 28. Still legal. Kjer je mladenič. No, vidiš. Mislim, in sem tam okoli leta 2015 sem spoznal, da sploh obstaja ta Anime Tea Time in tam sem spoznal vse te nerde, od Dangota do Gregija. Najbolj se spomnim užival, kako kar naenkrat rata tišina. Zmer smo se nekaj pogovarjali, kar naenkrat tam v lokalu rata tišina in pogledam prod vratom in Gregi bil pri vratih. In pač ljudem se je odpeljal, Gregi, ti se dogaja. Jaz to pogledam, kdo ta model, kva se dogaja. In pol pride zdraven, pa najbolj nahajpan tam. Vse je povedal, da sem vedel, da bo takoj prijatla. Ja, Legend of Zelda, Full Metal Alchemist, vse. Ta tip je full cool, ne? Ja, ne, gledaš pač na vse anime, boš pa toliko zgodb v glavi, ki bi rad samo ven spravil ljudem in we wanna talk anime. Ob meni so stara garda, Gregi, DJ Juvan je danes za tehnično mizo, ker smo pač pripeljali našega gosta, smo ga mogli prestaviti na ozadje. Sorry, šla sva roke napredoval je. Pravzaprav ste se me hoteli znebeti. Odslej bom pa v bistvu strici z ozadje. Uporabljamo subtilno komedijo. Dango, vsi smo bili na Mofokonu in mislim, da smo se pač vsi precej zabavali, vsak na svoj način. Jaz sem se skozi cosplay, Gregi. V bistvu, moje drugo vprašanje, Matej, ti si znan v bistvu današnjem anime community kot en tak paragon poguma in karizme. To so močne besede. Definitivno, ker si Gregi 2.0. Kot glavni povezovalec dogodka že 3. leto zapored, če se ne motim, povej mi, a si se mogoče, ker dejansko vsi nekako občudujemo tvojo karizmo, medtem ko povezuješ ta dogodek, kako si se v bistvu naučil teh izkušenj, sposobnosti in a to izhaja iz kakšne mogoče gledališke, filmske izkušnje? Kako si dejansko prišel v sam tim kot povezovalec? Lahko še jaz nekaj dodam. Jaz bom malo tečen glede mikrofona. Dej kar bližji si, dej, Matej. Ja, bližji. Če se nazaj nagle si ga kar poprav. Drugače se sliši, kot da drniš. Malo je intimidating, tako nekaj. Ostali so dobro slišali. Ostali so v redu, ja. Dobro. Ok, najprej hvala za pohvale. Nisem ne vem kaj dober voditelj, povezovalec, vse to, ampak cenim. V bistvu zmer sem bil tak goofy guy, ki mu ni bed karkoli reči ali pa ne vem, zaigret kaj. Imam malo zgodovine v kakšnih tehle predstavah, imeli smo jih na našem koncu, ker sem doma, je kulturno društvo in smo imeli vsake to kakšno gledališko igro, sem zmeraj imel kakšno vlogo noter. Drugače pa tako, če se kakšna priložnost ponudi, da me kdo reče, če bi lahko zaigral, rečem ja, no, če mi je scena zanimiva. Mislim, adventure. Ja, sej to, pač nekaj novega, ne, pač, karijere se ni delam iz tega, ne. Kar se tiče pa za to povezovanje na Mofokonu pa to, no. Imajo bilo vse skup wingana, ne, ker pač kolikor cajta smo imeli, toliko cajta smo si za to vzeli. Tako da sem vesel, no. da ste bili kolikor toliko zadovoljni, ampak moram reči pač, da to bomo izboljšali pa vse naredili, tako da bo pač tekel bolj gladko. Se to ni bilo prvič, ko si povezoval? Ja, mislim, ok, prvič je bil... Že imel online zadev. Ja, Mac Online, ja, ok. Mac Online je bil, kaj je bilo to, 2020, ne? Lansko leto ni bilo. Ja, 2020 smo nekaj naredili zato, ker pač Macona ni bilo in smo pač zaradi korone in smo pač rabili nekaj online narediti in stara garda se je že tako malo umikala, jaz sem pač poznal te ljudi, hotel sem naprej furati, ne? Hočem naprej voditi konvencijo geekov, nerdov, vuja vsega tega, ne? S čimer se vsi poosebljamo. Tako da sem pristal za voditelja tam. Folk je bil kar zadovoljen od tega, so gledali. Jaz smo imeli tam povprečno po 200 do 300 gledalcev. Mislim, če imaš glas, imaš face, imaš vse, gledaj, dobro je delovalo vse skupaj.
Škaj smo se pogovarjali, kako se ne maramo sami sebe. In govorimo o concurrent gledalcih, kar pomeni, da sama rotacija je bila verjetno še precej večja, ne? Kar pomeni, da zanimanje si vseeno obdržal in ga potem prenesel na dejanski fizični dogodek. Ne, res mi všeč to delati, no, pač rad sem v društvu Makon, hočem to naprej furati, hočemo tudi nekaj večga narediti, zato je bila letos tudi vstopnina, ki je bila malo kontroverzna za nekatere. Res? 5 evrov, mislim. Prej je bilo zmer za ston, ne, pač treba razumeti, zmer je bilo za ston. Pa NMN je več čas pobiral, to mi je tako isto, zakaj bi vse bilo narobe? V glavnem, zato smo tudi mi se odločili letos za vstopnino, iz principa, pač, da to gre naprej noter v društvu in da se naredi čim boljši, čim večji dogodek. Ja, ker se moramo zavedati, da sam dogodek, dvorana, stojnice, že sama organizacija varnostnikov, reševalcev in tako naprej, vse stane. Če lahko vzamem sam ta moment, da pač se zahvalim celi organizacijski ekipi, naši, ki so pomagali, res so bili vsi pridni sodelavci, da smo tole sploh speljali. Mislim, da se ljudje na zunaj ne zavedajo, koliko enega truda, koliko sestankov, koliko časa gre v to, da pač se organizira tak dogodek. S tem, da sem bil prvič nekako z birokracijo seznanjen tega, prijava tam, prijava, kaj je treba na policijo, pač res je 100 stvari je bilo, ne, in pač skozi z glavo. To mislim, vsi smo bili del neke organizacije že v preteklosti in se dobro zavedamo, v bistvu večji kot je dogodek, več je birokracije. Za ljudi na zunaj, pač tako, priješ na dogodek, vidiš, to bilo lahko boljše, to bilo pač se zavedaš, ne, ampak ne moreš vsega speljati, sej. Ok, Matej, za tiste, ki mogoče na dogodku niso bili ali pa ki smo dogodek videli skozi 1 centimetrsko špranjo, bi te prosil, mogoče, če lahko povzameš v bistvu, kako je sam dogodek izgledal, od stojnic do samega programa, odrskega, če lahko malo povzameš. Ja, v bistvu to je dogodek, ki je tudi mišljen kot razsejem, in potem imaš predavanje, razne igre vmes, pa to, da se pač da ima ljudje nekaj zadelati, ne, da ne hodijo samo od trgovin do trgovin. Se pravi, polno trgovin povezanih s fantazijo, z anime, z vsem tem. Pol imaš od mrča, ne, se pravi, od mang do figur, do hrane, ne, pač azijska hrana popularna. Se še bolj res ponavljalo, legenda. Če ti je rata. Takšna vrsta. Potem razna društva, ne, vsi tele naši partnerji, od Umiko, potem imamo recimo ambasado, ne, sodelujemo z vsemi temi ljudmi, Tamago, pač vsa ta društva. Se povezali v ta dogodek, pač končno po koroni nekaj, da se ustvarja. Sej, pač pa tudi hočemo, da imajo ostala društva nekaj dobrega, ne. Itak, da pridejo se promovirati, ne, seveda, da se promoviramo. NMN isto, ne, tudi že ustaljen v Sloveniji se pridejo promovirati na dogodek, tako da pač se bomo mi na njihovem, predvidevam. Tako da ja, društva, ambasada, potem pa razne gaming zadeve, to tudi zmeri prav pride, ne, da imaš kakšne stvari, je imel recimo Retro Rock, je imel svoje tekmovanje v Mario Kartu, potem bilo tekmovanje v Street Fighterju, Balix so imeli še razne stvari, od VR-ja do simulacij vožnje, vse to, tako da so imeli nek zadelati. Artisti, ne, to tudi ljudi dosti pretegne. Mislim, da Artist Corner je najbolj znan, da se večinoma grejo eni samo za to. Ful ljudi gre tja in pač si nafilajo tiste mapce z arti od svojih najljubših likov, od animejo do vsega tega. Koliko plakatov ste vi kupili? Mofokonu. Vsi smo imeli, se mi zdi, malo drugačno izkušnjo. Jaz sem prvič po 7-8 letih spet dal nase en cosplay, kar je pomenilo, da sem... Mislim, ti si 7-8 let travo, da si sploh prišel. To je res. Ampak to je pomenilo, da skoraj nisem imel časa viseti na stojnicah. Če ne veste, kdo je bil, on je bil motorka mož. Ok, Matej, povedal si, koliko stojnic ste imeli, mogoče sama schematika, načrt, a ste imeli kakšne težave med organizacijo, kje se ti zdi, da so bili največji challenge med tem, ko ste sestavljali ta program, kje so bile tiste največje prepreke? Mislim pa vsaka stvar je po svoj challenge, ne? Kar je treba narediti, pač itak sam poštudirati prostor, kam se bo kaj dal, a so trgovine še zmer pač za, ne, pač to treba skozi preverjati. Imamo pa po conah razdeljena, ne, pač takoj, ko priješ noter, cona 1, ne, najbolj obiskana cona, pač večina trgovin bi bila rada tam, tako da se tudi malo za prostor grebejo. Program, ki je treba speljati, zdaj eni imajo željo, da bi radi bili prej. Recimo, imeli smo Neon UFO, je predaval o anime figurah, kje jih dobiti, kako skrbeti za nje, vse to. In on je hotel iti potem, ko je prodajal svoj art, tudi na stojenco svojo,
ne, tako da smo ga dali takoj na začetek Aha. programa. Ne. In pač žal je, pač vsa predavanja so bila dobra, ne, bi si želeli, da ima čim več obiska, da jih čim več ljudi vidi, ampak se pač žal ne da, ne. Ne moreš Da bi prisiliti bili ljudi, vsi, da grejo gledat na vse. Ej, prosim, pejte noter, da me pust boš pol kupil. In tako folk, ki prije naprej vsi navalijo na trgovine. Na merch, glej, vsak hoče dobiti, Preden vse zgine, na svest nisem mogel nič kupiti. Na koncu šel do Mladinske knjige pogledati za kakšno mango, pa da kaj kupim, ampak a veš, kaj ima sam, ne vem, tako 17 knjigco od Narutoja, kaj še ostane. Ja. Kaj če zdaj, ne rabim.